Dober večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V zadnjih dneh je v slovenski javnosti odmevala novica o prijetju dveh ruskih vohunov, ki sta bila strani Sove predana slovenskemu pravosodju, potem pa je ta novica nekako iz medijev tudi zelo hitro izginila. Številni so ugibali zakaj in ali je bila dejansko v javnost lansirana za dnevne politične potrebe. Marsikaj je še zanimivega v svetu, rusko-ukrajinska vojna in obveščevalska dejavnost ameriških, ruskih obveščevalcev in nenazadnje skrivnostni kitajski baloni, ki se pojavljajo nad celotnim ozemljem Amerik. Kako je s tem? In še več z nocojšnjim gostom, z nami je nekdanji šef Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Stušek. Dober večer. Dober večer. Pa začnimo najprej z vprašanjem, glede na to, kako pompozno je bila zadeva lansirana v slovenski javnosti, je zdaj kar hitro zamrla, torej dva prijeta ruska vohuna, nič več nismo slišali, kaj je z njima. Kaj je z njima? Glejte, zdaj določene informacije, ki so se pojavile in so bile pač v medijih, jaz bi se rekel, da seveda vsaka tema je družbeno-politična in zdaj težko bi komentiral v smislu, ali je bila uporabljena za dnevne politične potrebe ali ne. To vedo drugi. Kar pa lahko rečem, da pri tovrstnih zgodbah je vedno več, če dajem to simboliko neke ledene gore, je vedno več tistega, kar je skrito, kot tistega, kar gleda iz površja, če smemo uporabiti ta izraz. Tako da tudi pri tej zadevi mislim, da zgodba še ni končana, tudi v medijih verjamem, da še ni končana, ne nazadnje vseeno gre za postopke, ki bodo v neki točki postali, ne bom rekel javni, verjetno bo tudi glede na procesno zakonodajo javnost izključena, vsem gre za tajne podatke, tajne zadeve, ampak vendarle v določenem segmentu pa bo zanimivo gledati tudi, kako bo ta stvar doživela luč sveta na sodišču. Torej, nekatere zadeve zagotovo bodo morali biti javne in po tej plati tudi jaz mislim, da še bo ta stvar še ni popolnoma izginila iz medijev. Lahko pa rečem, da na tovrstne podobne primere, ki tudi nenazadnje ni edini in prvi v Sloveniji, čeprav teh tovrstnih primerov relativno zelo malo, tudi v tujini ugleda luč sveta preko organov pregona, ampak vseeno mislim, da je še veliko ozadja, ki ga bodo mediji še odkrivali. A vi verjamete medijskim insinuacijam? Zdaj, recimo Požar Report je pisal o tem, da naj bi to lansirali v javnost zato, da bi se preusmerila pozornost od drugih problemov, ki jih recimo ima aktualni primer Robert Golob. To pa so obtožbe o tistih spornih nakazilih GEN-I na račun kosovskega podjetnika Martina Berišaja. A bi res to lahko bilo možno, da bi sam predsednik vlade poskrbel, da bi to prišlo v javnost? To težko komentiram, seveda so možni takšni zaključki, seveda so možni tudi drugačni zaključki, ampak težko bi rekel, da tovrstne teme, seveda predsednik vlade, vsakokratni predsednik vlade je s tovrstnimi zadevami seznanjen. Tudi to je, glede na vse, pač zakonska dolžnost oziroma pač glede na zakon o Sovi vemo, kdo je obveščen o tovrstnih zadevah in seveda ožja sestava oziroma resorna ministrstva, ki so tako ali drugače vpeta v zadevo in seveda nenazadnje tudi predsednik vlade s tovrstnimi zadevami seznanjen, vendar vseeno si ne upamo gibati, ali je tovrstna zgodba bila plasirana s tem namenom. Osebno bi rekel, da tovrstne zgodbe seveda lahko zameglijo fokus, ampak vendarle vseeno, tudi če želite na nek način ta medijski mrk po zadevi, ki ste ga omenjali, na nek način kaže, da to ni bil prvotni namen, nenazadnje nek logični zaključek je, če bi bil ta namen podan, bi še imeli neko relativno hitro nadaljevanje, pa ga zaenkrat nismo imeli.
po neuradnih zanesljivih informacijah, to sta dva medija hkrati objavila sočasno, kaže na to, da so te informacije vendarle prišle iz dobro obveščenih krogov. Vi ste tudi bili šef Sove, nad vami je bil, oziroma v vašem času je bil predsednik vlade Janez Janša, ta vlada vas je nastavila, a če bi predsednik vlade takrat Janša dejal, dajmo to javnost, bi vi to naredili? Glejte, zadeve so zagotovo tajni podatki in s tajnimi podatki ne moreš razpolagati na način, da se jih objavi v javnosti. Torej, jasen odgovor je ne. Je pa tudi dejstvo, da novinarji so dostikrat bolje obveščeni kot obveščevalci. Kakorkoli se to hecno sliši, je tudi vsaj v smislu nekih notranjih političnih zadev to objektivno res. Lahko rečem, da neodvisno od tega, da tovrstne prakse, ki tudi pred leti, pa ne bi zdaj tukaj sploh govoril o levih, desnih vladah, ampak so bile zadeve, ki so se pojavile v javnosti in kar se tiče te konkretne zadeve, lahko rečem, da moja ocena je, da ta stvar ni prišla iz vrst Sove, nenazadnje videti je bilo tudi potem po nadaljnjih objavah, da ne držijo ne številke, oziroma ne številke priprtih, ne sama služba. Pojavila se je na začetku, če se prav spomnim, FSB, izkazalo se, da je bil SVR, oziroma ne vem točno, kak je že bila zadeva. V glavnem je bilo kar nekaj netočnih podatkov. Zdaj, seveda je možna teorija, da je bilo tukaj prišli do nekšnega zavajanja, možna je pa tudi teorija, oziroma še bom tako rekel, bolj verjetno, da so pač novinarji razpolagali z nekim delčkom informacij, ki je pač očitno odtekel od nekod, ampak v fazi, ko je stvar bila so bili že priprti, je teh faz od seveda tudi Sove, od policije, do tožilstva, do sodišča, do vpisnikov, toliko različnih vektorjev, da bi si tukaj bi bila takšna totalni prejudic, torej si ne upam napovedovati oziroma ugibati, odkot bi ta stvar odtekla. A je to sramotno za Sovo, če taka informacija pride v javnost? Odgovor je ne, pod eno predpostavko. Seveda, če bi šlo za tajni podatek, ki je v izključni domeni agencije, seveda je. Ampak po drugi strani, kot rečeno, je teh vektorjev toliko in v fazi, kjer je ta stvar prišla v javnost in glede na informacije, ki so bile objavljene, bi rekel, da ta stvar oziroma zelo z visoko stopnjo verjetnosti, skoraj gotovosti, bi rekel, da ni odtekla iz agencije, oziroma če bi iz agencije, bi bistveno prej odtekla. Je pa ta stvar, seveda, če odtekajo tajni podatki iz kjergakoli organa, ki ga je dolžan varovati kot tajnost, nenazadnje vemo, kaj določa zakon o tajnih podatkih, pa nenazadnje tudi slovenski kazenski zakonik inkriminira tovrstno zadevo, tako da to iz vidika ne samo sramotno, ampak tudi iz vidika kaznivosti je ta zgodba jasna. Zanimivo je, kaj so o tem govorili v javnosti oziroma tvitali ljudje, ki o teh zadevah nekaj vedo. Oglasil se je državni sekretar za nacionalno varnost v času Janševe vlade, Žan Mahnič, ki je na Twitterju zapisal, da tisti, ki je to lansiral v javnost, da je ogrožal slovensko nacionalno varnost, da se je v preteklosti že marsikaj dogajalo, pa to nikoli ni prišlo v javnost. Oglasil se je nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, ki je bil tudi presenečen, da je bila zadeva predana kazenskemu pravosodju in da je Sova ponavadi veljala za gos, tako se je izrazil sam, ki nese zlata jajca, a ne gaga. Kako pa vi razumete te komentarje? Glede, tovrstne zadeve so vse drži, kar je bilo povedano. Seveda, bom uporabil tisti citat, da pa človek brez informacije je še nekdo, ki ima neko mnenje brez osnove. Začel sem na enem osnovni debati, da je marsikaj skritega. Jaz ne vem, česar ne vem in si ne upam ugibati. Sam vam lahko rečem sledeče. Tako, zakon o Sovi je relativno jasen. Vkolikor pride do zadeve, ki ima izpolnjene vse elemente kaznivega dejanja, je Sova dolžna naznaniti kaznivo dejanje. Ni v domeni agencije, da naznani ali ne naznani kaznivo dejanje. Seveda je tukaj do določene mire, če hočete tudi, ne bom rekel sivo polje, ampak vseeno,
se strinjam z oceno in bivšega državnega sekretarja za nacionalno varnost, kot tudi z oceno bivšega ministra, ampak velja sledeče. V točki, ko stvar preide določene meje, tudi agencija nima več manevrskega prostora, je dolžna naznaniti kaznivo dejanje. Ja, in kje je ta meja, gospod Stušek? Ker pač v javnosti se je polemiziralo to, da ponavadi Sova spremlja obveščevalsko dejavnost takšnih vohunov, se pravi, ve, da so prisotni, ve, kaj počnejo, ampak jih pusti pri miru in da jih zelo redko aretira. Kje je potem ta meja? Meja je izpolnjevanje elementov kaznivega dejanja skladno s Kazenskim zakonikom Republike Slovenije. Torej, moramo ločiti dve zadeve, se pravi registrirane, če želite na nek način, ki so tako imenovani vezniki obveščevalci, ki seveda so pripadniki neke tuje obveščevalne službe in delujejo. So na nek način vez med službami. Veste, ta vez mora vedno obstajati. Tudi tako imenovana tiha diplomacija se dostikrat zanaša na tovrstne stike. Torej, teh stikov so. Seveda, to v točki, ko takšni obveščevalci začnejo delovati, torej, bom povedal primeroma, imamo nekšnega, recimo, registriranega obveščevalca, ki spremlja slovenske medije, se tudi pogovarja z različnimi naslovniki, z gospodarstveniki, deluje na nek način obveščevalno, torej zbira informacije, je ta stvar vprašljiva v smislu izpolnjevanja elementov kaznivega dejanja vohunstva. Torej, sploh, če bi se pogovarjali o spremljanju informacij iz javnih virov, ker tudi lahko neka stvar, veste, zajemaš podatke, jih analitično obdeluješ in jih posreduješ neki svoji hierarhično, kako bi rekel, nadrejeni organizaciji oziroma svoji državi, to še ne pomeni niti približno izpolnjevanje elementov kaznivega dejanja vohunstva oziroma katerega drugega iz tega poglavja. Vkolikor, primer, eno od elementov pridobivanja nekšnih tajnih podatkov, novačenje, vse to vrstne zadeve, ki izpolnjuje nek višji prak nekega obveščevalnega aktivnega delovanja, simbolično nek agent, ki je morda registriran ali pa morda agencija drugače ve skozi ali sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami oziroma tako ali drugače ve, da je pripadnik tuje obveščevalne službe in ta primer podkupi nekšnega slovenskega državnega uradnika, da mu pribavi neke tajne dokumente, to zagotovo pomeni izpolnjevanje elementov kaznivega dejanja. V tovrstnem primeru, simbolno se zdaj govorim, agencija lahko, skladno z zakonom o Sovi, za določen čas zadrži kazenski pregon, po domače rečeno, direktor Sove zaprosi dominus litis tovrstnih zadev je tožilec, torej tožilca, da gre za tako, če želite, strateško stvar iz vidika nacionalne varnosti, da bomo zadevo še spremljali dalje, torej da se človeka ne pripre, kazensko tako ali drugače ne preganja, ampak vendar za določen čas. Ta določen čas sicer v zakonu ni eksplicitno opredeljen, ampak tukaj se pogovarjamo o relativno nekaj mesečnih zamikih, 3-mesečnih oziroma 6-mesečnih rokih, ampak po teku razlogov, zaradi katerih torej ni več aktivnosti, ni se zgodilo nekaj, kar se je pričakovalo, da se bo zgodilo, po domače rečeno, recimo se spremlja ali komu bo predal, se bo še s komu dobil, kdo je zdaj dodaten krog tega posameznika, potem tudi ni več razlogov, da se ta kazenski pregon odloži. Utemeljen razlog, če želite, tudi takrat, ali so podani nekšni priporni razlogi, ker veste, če se nekega takšnega, to je zdaj čist konkretna ocena nekšnega potencialnega osumljenca tovrstnih kaznivih dejanj ne pripre, je verjetnost nadaljnega kazenskega pregona praktično nična. In to se ne pogovarjamo samo o nekšnih kompetitivnih državah, ampak so tudi v slovenskih prostorov bili primeri, ko se je spostavilo to vprašanje, pa šlo bolj za, če hočete, prijateljske države. Ja, mediji so poročali, da sta vohuna živela čisto običajno življenje nekaj časa, imata pa 2 mladoletna otroka. Zdaj sta
vohuna priprta, kaj je z otrokom? Kako se ne izrazim, zdaj to seveda ugibam glede na zakonodajo, vendar seveda so to na nek način tudi želite hude življenjske zgodbe, ampak vendar na nek način prikazuje, čeprav to bolj manj javnost vidi skozi očala filmov, pa vendarle, da so tukaj stave visoke in tudi hkrati življenjske zgodbe resne. Ne nazadnje, ta zgodba je lahko filmska, pa kot vidimo v konkretnem primeru nič kaj filmska. Kaj je z otrokoma? Zato imamo tudi urejeno zakonodajo, v tem primeru ne gre za popolnoma nikakršno drugačno situacijo, kot da bi bila potencialna osumljenca, obdolženca, obtoženca, kakorkoli storilca nekšnega drugega kaznivega dejanja. Torej, v Centru za socialno delo? Točno tako. A res lahko Sova dva ruska vohuna, govoriva o ruskih vohunih, izsledi čisto sama ali je pomagala CIA? To je nekaj, o čemer smo se spraševali. V konkretnega primera ne poznam, ne vem, ugibal bi, da to vrstne zadeve absolutno delujejo na višji ravni. Sodelovanje partnerskih služb je na zelo visokem nivoju in ne predstavljam si danes dobene resne obveščevalne službe, obveščevalno-varnostne službe, ki bi vse svoje kapacitete temeljile na svojem lastnem delovanju. Torej, odgovor za veliko stopnjo verjetnosti je, da je prišla do določenih zaključkov oziroma informacij z pomočjo neke tuje obveščevalne službe, ali bila to CIA ali katera druga, si ne upamo gibati, ker tudi agencija sodeluje za marsikatero drugo obveščevalno službo. Na odgovor, ali je agencija sposobna sama izslediti, če želite, to vrstne zadeve, bi odgovor bil načeloma da, vendar si pa tudi upam v isti sapi reči, da nacionalno varnost smo v tej državi neodvisno od nekšnih preteklih izkušenj, ki so bile z tovrstnimi službami, je še danes javnost oziroma naša družba obremenjena z nekšnimi polpreteklo zgodovino in zaradi tega obstaja določen, sicer absolutno upravičen strah, vendar agencija, kot jo jaz vidim in si upam reči, da vseeno po 2 letih vodenja te agencije, da je ta strah deloma ali pa v veliki meri neupravičen. Vi govorite o strahu pred službo državne varnosti. Absolutno. Ampak kaj hočem preko tega povedati? Da, zakon o Sovi je iz leta 1999, zakon je podhranjen in preživet. Ta družba, ta država rabi nov zakon, po moji oceni absolutno, pa tudi po oceni mojih nekaterih predhodnikov, nov zakon. Seveda, osebno, tudi kot državljan, pa tudi kot odvetnik nimam absolutno dobenega zadržka še z povečanjem nadzora nad tovrstnimi službami, torej da se izključi možnost zlorab, ampak torej določene zadeve, jih agencija je relativno omejena pri odkrivanju, torej se zanaša tudi na podatke tujih služb. Kar hočem povedati preko tega, da ja, obstaja kar veliko sivo polje, kjer je agencija relativno ima zvezane roke in težje odkriva tovrstne delikventne zadeve. Kaj pa bi ruska vohuna na našem ozemlju najbolj zanimalo? Kaj so tiste informacije, ki jih ima Slovenija, ki so morda najbolj zanimive za tuje obveščevalne službe po vaše? Bili ste šef Sove, verjetno to veste. Odgovor kot na dlani je, agencija je del zavezništva, država Slovenija kot takšna je del zavezništva, je del Evropske unije in kot takšna zagotovo nek vektor, neka vstopna točka, neka vrata do informacij EU-ja in NATO, če želite. Glede na to, da so te skupnosti delujejo z nekimi skupnimi nastopi, je zagotovo vedenje o tem, kako bo tudi med drugim država Slovenija ravnala kot država ali tudi v svojstvu ostalih držav, kako bodo nastopali napram nekšnemu prečemu vprašanju, če želite, vprašanja Ukrajine, vprašanja sankcij. Zagotovo
obveščevalna informacija, ki si jo Rusija oziroma katerakoli država, ki nastopa v tovrstnih vlogah, drži. Tako da to je en odgovor, vendar teh odgovorov, veste, je vseeno, to ni končni odgovor, ne, pač možnih aktivnosti je toliko, da si ne bi upal ugibati, kaj vse more biti, ne rečem, da je, ampak more biti je še v ozadju. Lahko so bili neki konkretni gospodarski interesi, ki jih ima tudi Rusija, neodvisno od vsega v Sloveniji. Veste, dostikrat tudi so se pojavili neki zapisi, koliko je Slovenija povečala nekšne izvozne zadeve v času že ukrajinske krize napram Rusiji. To so vse vprašanja, ki bi po moje oceni terjala nekšne odgovore tudi javnosti. Če so te seveda zadeve, ki se tičejo, simbolno zdaj govorim, izvoza zdravil, čeprav je to, ne vem, če je to zdaj Krka pa Lek povečala izvoz v Rusijo, to ne spada pod sankcije. Po mojem vedenju je ta stvar na nek način sicer pomaga, če hočete, agresiji ali kakorkoli tej situaciji, ampak ne nazadnje ne gre za zadeve, ki bi bile problematizirane iz vidika mednarodnega prava oziroma sankcijskega prava oziroma nastopa EU in NATO. Ampak po drugi strani pa vseeno so to vprašanja, ki bi terjala neke, dajmo reči, odgovore, in po tej plati je to en možen vidik nekšnih, če hočete, gospodarskih interesov, ki jih ima Rusija na tem ozemlju. Lahko je popolnoma tretja varianta. Veste, dostikrat se uporabljajo tretje države, pa mislim tretje, tukaj se je Slovenija kot ta, narekovajih, tretja država, za izvajanje nekšnih aktivnosti v četrti državi, po domače rečeno kot nek, ne bom rekel logistični center, ampak možno je situacija neka konkretna stvar iz vidika nabav, se veste, tudi prejšnja vlada in sedajna vlada se naroča vojaška tehnika, pač je pol nekšnih vprašanj, ki zanimajo tuje obveščevalce. Tukaj gre za informacije, ampak v katerem primeru je pa lahko nacionalna varnost naše države ogrožena? A je to samo floskula, a je res lahko nacionalna varnost ogrožena? Nacionalna varnost, za mene je sicer nacionalna varnost, mislim, je zakonsko relativno jasen termin, ampak po drugi strani, ko ga hočeš vsebinsko napolniti, to zelo široko polje. Vam bom povedal primer iz časa, ko sem bil jaz direktor. Pač v neki točki smo se vprašali vprašanje, bil je čas covida, prvega vala, tudi časa, ko sem bil jaz imenovan. Takrat je bilo vprašanje, kako bo ta COVID situacija in popolni lockdown vplival na neke cene hrane znotraj ne samo EU-ja, ampak globalno gledano. Za mene, boste rekli, cena hrane, a je to nacionalno varnostno vprašanje? Ja, samo po sebi ni. A je to stvar, ki se agencija neposredno dnevno ukvarja pri svojih dnevnih aktivnostih? Ne. Ampak ali je to nacionalno varnostno vprašanje, ali bo neka stvar prehrambno, če hočete, zadoščena? Absolutno da. Če hočete danes, te dni se tudi v javnosti krožijo vprašanja, recimo nekšne, zdaj vidimo Kitajsko, ki se ubada z nekšnim stockpilonom oziroma, kak je slovenski izraz, se pravi, kopičenjem hrane. Pa se že v obveščevalnih krogih postavlja vprašanje, zakaj to Kitajska počne. Kaj ve, kaj namerava. Tudi tukaj je možnih zaključkov verjetno končno mnogo, ampak če želite, eden izmed takšnih odgovorov, ki se ponuja, je, da te sankcije, ki so se zdaj zgodile Rusiji in lessons learned, ki bi se jih lahko teoretično Kitajska, če bi se zgodil nekšen konflikt, je pokazatelj, da je Kitajska praktično neto uvoznik toliko količin hrane, da če pride do takšnega sankcijskega režima zaradi nekšne situacije, če bi želeli kot Tajvanu, govorim se hipotetično, pomeni po nekih grobih ocenah pol milijarde lačnih ljudi, Kitajcev, kar pomeni, da njihovo ravnanje, a je to zdaj samo po sebi priprava na nekšno vojno operacijo, absolutno pretenciozno razmišljanje, ki si ga ne upam dati, ampak a je eno izmed možnih scenarijev? Zagotovo da. Torej, tovrstnih scenarijev so v vseh teh situacijah zelo veliko, kater je najbolj verjetno oziroma kater je resničen, je pa stvar
z vidika ugibanja, če nimaš konkretnih informacij za konkretne primere. Ja, zdaj ste dal kitajsko iztočnico. Govorila sva o ruskih vohunih, ki verjetno zaradi tega oboroženega konflikta pa že skozi filme veljajo za neke vrste sovražniki, ruski obveščevalci, vsaj za zahodne zaveznike. Kako pa je s kitajskimi obveščevalci, kako aktivni so po vaše, kaj jih zanima in kaj je s temi njihovimi baloni, ki se zdaj pojavljajo po Amerikah, severni, srednji, latinski. Američani so enega celo sestrelili, ne? Glejte, mogoče razdelim odgovor na dva vprašanja. Kar se tiče kitajskih obveščevalnih aktivnosti, zagotovo so tudi v Sloveniji, če želite. Ne? Zdaj, koliko je tega, bom drugače se izrazil, upam, da tako kot v času mojega direktovanja in direktovanja mojih predhodnikov in mojih kasnejših direktorjev, da agencija ve za vse in ve tudi za vse aktivnosti. To v nekšnem idealnem svetu. Kar lahko rečem je, da po moji oceni, po mojem videnju je Kitajska seveda, najbolj zanimajo gospodarski interesi. Pričemer ne smemo pozabiti tudi kitajskih cyber aktivnosti, v katerih so zelo, zelo, zelo močni. Torej, ampak to velja tudi za zahodne službe. Veste, neka ocena je, da danes v obveščevalni dejavnosti je praktično 95% informacij pridobljenih preko spleta, preko tehnike, če želite. Torej, kibernetskih napadov. Kibernetike, pa tudi, bom rekel, spremljanje javnih virov. Kako je Slovenija kibernetsko ogrožena? Zdaj, po moje oceni, absolutno kibernetska varnost v Republiki Sloveniji ni zadovoljiva. Zakaj ne? Že statistično gledano, bil sem že poprašan tudi v medijih po tem vprašanju, pa bom tudi zelo simbolno odgovoril, kot sem simbolno odgovoril takrat. Neka zelo primerljiva država, tudi geografsko primerljiva, jo ne bom imenoval, katera, je imela ko sem se pogovarjal z mojim kontrapunktom, takratnim direktorjem, če želite, je imela na mesečnih napadov, če hočete, nekaj milijonov, ko se je ta stvar obtesala na tiste fingerprinting, tako imenovani prstni odtisi in tujih služb, in je bilo teh realnih napadov, ki so jih potem šli v podobnejše preučevanje, praktično, če me zdaj spomin ne vara, mislim, da jih je bilo statistično gledano 30 do 10-kratnik 30, torej 300 na dan, pri čemer je Slovenija s svojimi CM sistemi, ki jih imela vzpostavljene in jih ni imela poenotenih, če želite, torej en del skrbi MJU, en del skrbi SICERT, en del skrbi GovCert. Ampak vse te zadeve, ko so jih obtesali, je bilo to vrstnih napadov, katerih so prišli do podrobnejše obdelave 8 na mesec, kar pomeni, da zdaj ali smo mi toliko bolj varni, če smo malo cinični, ali pa veliko večino sploh ne zaznamo. Glede na to, katere napade, če želite, eden izmed zelo znanih primerov, še tudi v času mojega direktovanja je bil tako imenovani Microsoft Exchange hack, se pravi ta ranljivost Microsoft Exchange poštnih strežnikov, in kakšna je bila takratna reakcija oziroma vseh deležnikov, vsaj inicialna, ne potem, ko je ta stvar že zaobšla vse deležnike, potem je bil odziv, ampak veste, to je bila tekma za minute. Še State Department je dal izjavo, kako je treba popečati te strežnike nemudoma. Mi smo to imeli z nekim faznim zamikom nekaj dni, pri čemer je na spletu potekala praktično tekma tako state actorjev, kot tudi non-state actorjev za pridobivanje pridobivanje česa? Informacij iz tovrstnih elektronskih poštnih strežnikov. Zdaj si pa predstavljate, obveščevalna služba nameni
enormne aktivnosti, da pride do enega dokumenta, enega podatka, zdaj pa lahko z preprosto ranljivostjo prideš do, ne vem, simbolno zdaj govorim, elektronske pošte MZZ. Ni se to zgodilo, oziroma po mojem vedenju ne, ampak predstavljate si kakšen angro podatkov, ne, kdo, s kom, če se pogovarjamo samo o prometnih podatkih, ne še vsebini, iz tovrstnih zadev lahko izluščiš. Torej, cyber je prihodnost. Ampak bila pa svoja torej pri Kitajski in njeni kibernetski aktivnosti, ampak če greva k tem balonom, oni pravijo, da opazujejo vreme. Glede, obveščevalno delo je, kako bi rekel, vedno podprto z nekakšno alternativno zgodbo, ki pije vodo. Zdaj, ali v konkretnem primeru se opazuje vreme, ali so določene druge aktivnosti, ne, seveda spet lahko samo ugibamo, ampak ne nazadnje, tudi vreme je lahko in je obveščevalen podatek, če ne druga, tudi za vojaške namene, če želite. Torej, tudi če ostanemo na tej trditvi in verjamemo tej trditvi in dajmo še reči, da tudi ta trditev je objektivno resnična, še to ne pomeni, da ni obveščevalnega delovanja. Če bi se takšen balon pojavil nad Slovenijo, bi ga vi kot šef Sove dal se streljiti? Direktor Sove nima teh pristojnosti. No, ampak bi to predlagal. V teoriji, gledajte, zelo verjetno se to v Sloveniji ne bi zgodilo. Imeli smo že tudi v zgodovini Slovenije hipotetične primere, kako bi, kdo bi, če sploh bi ravnal. Ta klasična dilema, se veste, z ugrabljenim letalom, ki drvi nad, če želite, Ljubljano. Pustimo časovne velikostne razmere, pa časovne dimenzije Slovenije, po domače rečeno, da bi za tovrstno odločitev od informacije do sprejema in do izvedbe tovrstne zgodbe bi že preletel Slovenijo, ampak tudi na teoretičnem poizkusu se je pokazalo, da ta stvar ne bi ravno zelo verjetno delovala. Torej, odgovor je ne. Ampak ameriška reakcija, kako jo vidite? Glejte, pri tovrstnih zgodbah seveda moramo ločiti vele sile, ki imajo neko svojo logiko, tudi svoje, ne nazadnje, če želite, prikaz, demonstracijo moči. Ne rečem v konkretnem primeru, kaj je tukaj bilo. Lete, seveda teh balonov je v zadnjem času toliko, da je za mene temeljno vprašanje, ali so tudi prej bili, ker vreme se tudi kitajske, mislim, agencije, če hočete, vremenoslovne agencije verjetno spremljajo, tokovi zračni se tudi niso spremenili, če zdaj ugibam, po domače rečeno so tudi baloni, jih je prej zanašalo nad Tihi ocean in nad Ameriko, če želite. Torej, kaj je v tej zgodbi novega? Vsaka odstopanja, mene kot, če želite, bivšega direktorja ali pa tudi v času direktovanja zanimalo, se pravi, kaj je drugače od tistega, kar je bilo prej. Torej, če to gre za neko novo aktivnost, je zagotovo stvar treba ne samo spremljati, ampak se odzvati na zadeve. Morda samo še tole, ker sva že na koncu pogovora, govorila sva o ruskih, ameriških, kitajskih obveščevalnih službah. Slovenska, kaj jo zanima v tujini in kje smo najbolj aktivni, če smo obveščevalci? Te zadeve tudi, mislim, vam jo ne smem komentirati konkretno. Ampak imamo svojo mrežo. Absolutno imamo, agencija je prisotna v tujini, seveda, agencija glede na velikost Slovenije, glede na resurse, ki jih imamo. Torej nas najbolj zanimajo Hrvati. Absolutno ne. Zanimajo nas vso dogajanje v okolici. Seveda je agencija bila in še vedno je tudi nek strateški partner, ki, dajmo tako reči, ne samo zaradi svoje mreže, če uporabim vaše besede, ampak tudi zaradi poznavanja in kulturnih zadev in vseh drugih elementov, ki vse en dajo celovito informacijo, zagotovo najbolj, kako bi rekel, aktivna na Balkanu kot takšnem in tudi preko tega vektorja, če želite, zanimiva za tudi, ne vem, zahodne službe, kjer sodelujemo z njimi, kot tudi z drugimi službami, ampak
Absolutno agencija ni zgolj in samo fokus, ne samo Hrvaška, ki ste mi omenili, ampak Balkan kot takšen, ampak nas zanimajo. Jaz bi postavil to drugače in tudi to objektivno drži. Agencijo so zanimali v preteklosti, pa tudi v času mojega direktorja in tudi predpostavljam, da v času prihodnjih zadev, se pravi posamezne teme, ki lahko tako ali drugače vplivajo na nacionalno varnost, gospodarske interese, politične interese države. Torej, pogovarjamo se o temah, kjer lahko pride do določenih posledic in prihaja do posledic na Slovenijo. Te pa zagotovo niso niti ne samo okolica, niti ne samo Balkan oziroma področje bivše Jugoslavije, če želite. Torej, zadeva širša. Seveda pa glede na omejene resurse, ampak vseeno si upam reči, da tudi v času mojega direktovanja, pa tudi prej, pa tudi verjamem, da sedaj je agencija bila sposobna priti tudi na teritorije, kjer, dajmo tako reči, niso bili primat agencije kot takšne. Ne nazadnje je tudi agencija marsikomu pomagala mogoče ni ta pravi izraz, ampak vstopila na določene trge, kjer ni bila poprej prisotna. Gospod Janez Stušek, hvala za obisk v našem studiu. Najlepša hvala. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ker ste poslušali tale zelo zanimiv pogovor. V vroči temi na spletnem portalu domovina.js smo spet skupaj v četrtek, ko bosta naša gosta, gospod Muhovič z Prešernovega sklada in nekdanji kulturni minister, gospod Simoniti. Bodite tudi takrat v naši družbi, za nocoj je to vse. Lahko noč. Je bilo?